Živijo s poletne Švedske. Preden so lahko začela uživati v poletnih temperaturah, so naju čakala še zaključna dela na parceli, ki so se, tako kot vedno, spet ful vlekla. Napredek na vrtu je sicer zdaj ogromen in končno lahko po parih mesecih dela rečeva, da postaja podobno končni obliki. Najbrž se spomnite, da sva imela na parceli ogromno starih dreves, ki sva jih podrla v prejšnjih vlogih. Tokrat naju je zato čakalo kopanje okrog štorov, zatem pa še frezanje štorov. Po težaškem delu je potem sledilo kopanje z bagrom in na koncu končno sejanje trave. No, pa še kup drugih del vmes. A vas zanima, kakšen je končni rezultat? Delo na vrtu se nadaljuje, nažalost mu še kar ni videti konca. Naslednja stvar, ki se jo je treba lotiti oziroma jo je treba zrihtati, so te štori, ki so nastali zdaj z rušenjem dreves, nekaj tudi še starih štorov, od dreves, ki jih nisva midva rušila, ampak jih je vseeno treba odstraniti. Najverjetneje si boja sposodila en stroj, ki te štore kar zelo dobro in zelo hitro sfreza. Ta stroj ni občutljiv na zemljo, lahko komot greš v zemljo z njim, ampak je pa zelo občutljiv na manjše skale in kamne. Tega imamo pa nažalost v tleh pri nas kar zelo veliko, tako da je treba zdaj okrog vsakega štora malo odkopati, enih 20 cm v globino, ali pa vsaj prešpikati, tako da najdem, kje so skale in jih moram spraviti ven, zato da bo pol delo lahko potekalo čim bolj nemoteno. Malo povzetka včerajšnjega dne bom kar pokazal. Uspelo mi je zrihtati in odkopati tale štor, pa pol tukaj tale največji, ki ga imava. Tega sem mogel tudi odkopati in še odžagati, no, ker je bil zaenkrat previsok. Potem imamo pa tle na drugi strani parcele, danes me čaka tale tukaj. Ta je sicer odžagan že dovolj nizko, ampak ga vseeno treba še odkopati. Pa še vse tele smreke tukaj, kar mi je včeraj nekaj že uspelo celo ven dati. Tole so vse štori, ki so šli kar dokaj enostavno ven, ampak zdaj so vseeno še trije so ostali noter, ki so precej veliki in močni, tako da te bo treba sfrezati, ampak jih je treba prej spet pripraviti. Pa pol tukaj le dva štora, te dva nista toliko velika, tako da to bo vsaj pol pri frezanju šlo hitro, upam da. Pa še tale štorček, tle ta majhen, tale kup sranja, ki je tukaj ostal. Tukaj je bil pa en zelo nekih 15-20 let star štor, ki so ga odvlekli na ta konc parcele, in ga je v prejšnjih dneh prišel najin skoraj sosed z eno veliko mašino za v gozd dvigniti in ga je odpeljal stran. Tako da to je zdaj ostalo nekaj zemlje, nekaj korenin, ki je treba tudi spucati pa pol pograbiti, pa tega ne bo treba frezati, ker ta je bil iz nekje drugje privlečen noter, ni tukaj padel na tla. Tale del urejanja vrta malo manj pridno snemam, pa ne zato, ker se mi ne bi dalo, ampak ker je res ful nezanimiv. Že delati je res dolgčas, za gledati bi bilo pa sploh, lahko mogoče za občutek pokažem. Tale štor tukaj
ki sem ga odkopal. Sicer nič kaj zelo veliko ne zgleda, ampak tole sem več kot 2 uri pacal in s krampom in skale ven vlekel. Tole vse so skale in kamni, ki sem jih ven spravil. Tukaj na vrhu, mislim tukaj čist spredi, je tisti kos štora, ki sem ga lahko odrezal z motorko. Pol so neke korenine, ki so šle ven. Tamle je pa kraljica današnjega dne. To je največja skala, ki sem jo mogel ven spraviti, ker je bila čisto ob štoru. Iz tele luknje tukaj je šla. Ampak sem jo uspel sem gor dvigniti, premikal je pa ne bom, ker je res ful težka, tako da sem jo že ven komaj spravil. Tako da ja, to je razlog, zakaj je ta del videa, mislim ta del prenove oziroma urejanja vrta toliko malo slabš posnet in toliko dolgočasen, ampak žal dela, ki je dolgočasen, se ne da na zanimiv način posnet. Z velikim veseljem sporočam, da sem zaključil s kopanjem okrog štorov. Pri enih sem skopal malo več, pri enih malo manj, odvisen koliko je šlo lahko. Sem pa pri večini pol, če se ni dalo dobro kopati, sem vsaj vse prešpikal naokrog s krampom. Tako da vem, da ni nekih večjih skal noter in upam, da bo delo pol strojem s tem stupfresom. Mislim, se reče mulčer temu v slovenščini. Tako da upam, da bo šlo s tem dokaj lahko pol. Moram pa zdaj pospraviti še vse to. Tukaj te skale, pa te ostanke od korenin in vsega tega, pa te kupe zemlje malo odmakniti, zaradi tega, da bo potem, da se bo dalo dobro dostopati strojem zraven, da se ne bo okrog zafrkavalo okrog teh skal pa vsega tega. Tega je kar nekaj. Dobro jutro, danes se obeta kar dolg dan, ura je 4:30 zjutraj in pred mano je pot do prvega ta večjega mesta, tazga malo večjega, no ne onega, ki ponavadi hodi v trgovino pa to, ampak malo bolj velikega. Do tja je 2 uri vožnje oziroma 1:45 z avtom brez prikolice, tokrat imam pa še prikolico s sabo. Tole od sosedov sva si jo sposodila, ker greva iskat oziroma grem iskat drobilc štorov. Pa treba danes še vse štore sfrezati in jutri spet odpeljati stroj nazaj. Tako da je dolga pot, upam, da bo šlo vse v redu in štori in na poti. Tako da ja, držite pesti. Stroj je doma in razložen, tako da se bom kar takoj lotil dela, ura je mičken čez 9, vse skupaj sem rabil 4 ure pa pol, 2 uri vožnje v vsako smer pa pol ure, da sva naložila s tistim gospodom ta stroj in vmes sem šel še tankat. Tako da zdaj se bom kar takoj lotil dela, najprej bom probal en srednje velik štor, da dobim malo občutka, pa kar takoj najprej takoj naslednji bo pol en tak kar konkreten, mislim, da celo največji, da čim prej onega zrihtamo, da bo pol malo bolj mirno delo. Prvi štor je šel res kar hiter, imel je premer enih 30-40 cm, pa je šel stran v po moje nekih 15 minutah. Tako da zdaj se bom lotil naslednjega.
To je tale največji, ki ga imava na vrtu, Premier ima, ne vem, kakšen meter, še malo več, pa še kar precej visok je od žagen, ker ga nisem mogel nižji, ker je bil toliko zaraščen, tako da je polno ene skale in kamna gor. Tako da ja, upam, da bo šel ta tudi tako hiter, tako definitivno ne, precej več časa bo vzel, verjetno kakšno uro, čeprav je šel majhen tako hiter, ampak ja, mislim, da volumen, čeprav vem, volumen raste s tretjo potenco Premiera, tako da, če bi bila recimo krogla, no. Tako da ja, če je 2-krat večji, vzame 8-krat več časa, če je 3-krat večji, vzame 27-krat več časa, tako da gre kar hiter čas gor. Zato bom pa najprej te manjše, mislim, ta večje predelal, pa ta manjše za pol pustil, ko bom že zmatran, pa ko ne bom več imel volje se s tem ukvarjati. Ta velik štor je za mano, sicer je trajalo kakšne dobri 2 uri vse skupaj, po moje od tega 3/4 ure je trajalo, da sem korenine pa vse, res gre zelo na široko je šel ta štor, tako da je res dolgo časa trajalo, ampak se izgleda pa ful lepo, mislim, lepo. Ne vidi se več, da je bil štor tle, razen tega, da je zdaj kup teh sekancev ostal, ampak to se bo vse zrihtalo, važno, da štora ni. Tole delo kar dobro napreduje, spredi pa na levi strani parcele, kar je večina parcele, sem že spucal vse štore, res jih je bilo veliko, ker so ful dreves podrla, ampak na srečo te manjše štore grejo res tako ful hiter, 10-15 minut, mogoče malo več, če je bolj trdovraten ali pa če ima veliko korenin. Tako da zdaj imam samo še te 4 zadaj, ki so ful stari štori, mislim, ne vem koliko, večinoma so že vsi kar trhleni, tako da te računam, da bo šli dosti v redu. Sicer so kar visoki, ker jih nisem mogel dosti nizko odžagati z motorko, ker so toliko zaraščeni, ampak ja, vseeno upam, da bo šlo to hiter. Je pa tale stroj res ful dober, to je tudi en razlog, zakaj so ga šla toliko daleč iskat. Lahko bi dobila na polovični razdalji, bi lahko dobila enega tudi cenejšega, za enih 100 evrov je bil ampak je precej bolj švoh. Ta je pa v bistvu profesionalni model, ki je precej močnejši, še enkrat težji je 200 kg, kar tudi pomeni, da manj skače, manj vibrira, ker delaš. Poleg tega zaradi svoje teže ima pol tudi svoj pogon, ki ga on nima, in kar je ful dobra stvar pri tem stroju, ki ga cenejši nimajo, je to, da lahko takole, da je stroj na mestu, ti ga pa v bistvu okrog osi vrtiš, tle ima tako os, medtem ko oni cenejši pa delujejo tako, da se ti eno gumo ti blokira in pa moraš ti cel stroj okrog one gume sukati. Tako da on je definitivno bi ga vzela, če bi imela 2-3 štore, ampak to, ko jih imamo toliko veliko pa toliko trdovratne, bi pa sigurno z unim se ful več namatrala, ni šans, da bi v enem dnevu ratal. Še s tem bokom je začel sem ob 9:30 zjutraj, takoj, ko sem prišel domov, zdajle je 1:05, pa imam še 4 štore, pa tam še en majhen, še 5 štorov, pa vmes sem res samo noter šel pojesti, tako da res je natempiran današnji dan. In ja, če ne bi ta stroj tako dobro delal, definitivno ne bi uspela tako hitro narediti tega.
Ura je 8 zvečer, tako da po 11 urah dela z eno kratko pauzo lahko rečem, da je stvar zaključena. Na koncu sem pofrezal enih 30 štorov, siguren, velikih je bilo mogoče enih 10, da so bili res taki okoli 70 pa do 1 meter premjera, ker so res kar ogromni. Sploh pol, ki gre štor prezemlje, je res ful na široko, tako da od zunaj ful ne zgleda toliko poka, ko pa začneš frezati, pa ga kar ne zmanjka. Tako da je kar dolg trajal. Prej sem še govoril, da sva se odločila za ta močen stroj, ki je dražji, ne unga cenejšega, pa sem pozabil povedati ceno tega, ceno unga sem povedal, je 100 evrov na dan, ta je pa 170. Tako da, ampak s tem veliko hitrejš narediš, tako da unga bi sigurno rabila za 2 dni. Sva se pa drugače tudi dogovarjala z enim, oziroma so poslala povpraševanje enemu dokaj lokalnemu mojstru, nekih 50 km stran je, če bi lahko on prišel, ker se s tem ukvarja, ima en tak zelo, zelo močen, še močnejši od tega na Gosencah, ta Stupfres, oziroma drobilc štorov. In ja, on nam je sicer dal ponudbo za te, mi da sem mu napisala za te najbolj nujne štore, ki jih je bilo, ne vem, enih 20, mogoče še manj, pa je bila ponudba čez 700 evrov, tako da se je splačalo, da sva sama najela ta stroj, ker tudi zdaj sem lahko sfrezal res do zadnjega štorčka, ki nama gre na živce. Tam mu bi pa dala vse en sam najbolj nujne narediti, ker če bi vse to dala, bi tak 2 dni prišel delati in bi se kar nabrali enih delovnih ur. Zdaj grem pa spat, oziroma stuširati, pa kar pojest pa spat, no, zaradi tega, ker moram zjutraj spet vstati ob 4 zjutraj, da malo čez 15 čez 4, da ob pol 5 štartam proti mestu, da lahko vrnem stroj. Na vrtu so naredila praktično vse, kar so lahko. Naslednja stopnja je, da pride z bagrom in ga zravna in nasuje neki zemlje. Zato mora pa najprej še pripraviti malo čim bolj sprazen vrt in preštima, da bo lahko čim bolj nemoteno delo. Še predtem pa bova pokazala, kako trenutno parcela izgleda in upava, da bo kmalu izgledala lepše. Ja. Tlele se vidi, da kar slabo raste trava, oziroma ja, ker sva te štore ven dajala, je zdaj itak veliko žaganja in na splošno zemlje. Tukaj spodaj sploh ne raste trava, tukaj so tudi od štorov, je zelo veliko stal. Pa tudi trava je bolj slabo rasla, zato ker je tukaj bilo ful veliko šmarnic in nekega šavjaja. Lani je bilo to vse še čist zaraslo. Tako da ja, se trava še ni opomogla. Tako da bova posejala novo. Poleg tega pride tudi zato, ker je ful težko kositi, ful veliko nekih takih jarkov, ne vem, če se tukaj vidi, oziroma skal in vse je ful neravno. Tako da je za košnjo ful težko, že itak imava kosilnico na najvišji naštiman, pa še vedno zmeri kakšno skalo zadaneva. Tako da ja, bo fino, ko bo to zravnan in bo lahko enostavno kositi. Tukaj sva tudi spucala pod to bukvijo, kar sva pokazala v prejšnjih vlogih. Sicer je ful lepo, ampak ja, bi tudi rada, da bi bilo malo lepše s travo. Tako da bo tudi to prekopal in pripeljal zemljo, da bo lahko potem posejala lepo travo. Tudi tukaj sva štore odstranjevala, tako da je tudi veliko lesa še. No, pol je pa sprednji del hiše, kjer bo šel tale grmiček ven. Tale ribez bova probala ohraniti, sicer ne bo tukaj, ampak bova probala ga prositi, če ga lahko zagrab z bagrom in ga mogoče prestav nekam bolj tja. To nisva še ziher, če bo uspel ta plan. Pol tukaj je bilo neko grmičevje ali nekaj, ker je še neki mali štorčki ven štrlijo. To upava, da bo tudi zravnal. Potem je od droga za zastavo tale nosilc ostal,
ki je bil včasih. To tudi bomo nekako, upam, da vendar, upava, da ni ful neki zabetoniran, zelo not v zemlji, če ne bo treba pač malo skopati pa odžagati. Pol je pa še ta del parcele, ki je sicer trenutno že kar lep. Lani sva tudi tle nekaj posejala trave, tako da je najlepši od vsega, ampak še zmeraj je ful velik skal, tako da je tudi zoprno za kositi. Pa imamo pa še drug del parcele pri skednju, kjer pa ne bo toliko lepo, tudi ne rabi biti, ampak ja, tukaj se zelo nabira voda, če se zdaj le vidi, ker je deževal prejšnje dni, ampak je tudi čistko vse skalnato in luknjasto, tako da tole bo sam zravnal, ne bo neki zelo polepšan. Poleg tega se od tamle gor prihaja voda, vedno dol teče, ko dežuje, kakor en potoček rata in zato vse razporedi tukaj, tako da bo verjetno tudi tukajle takole dal eno cev noter, pa tle ima v skopu tak graben, da bo to vse lepo odtekalo in da se ne bo nikjer voda nabirala in da bo naš kemper na varnem in na suhem. Tako da ja, trenutno ja, nama je že zdaj lepo, ampak res se veseliva, da bo vse zrihtan, da bo lepa trava in da bova lahko lepo kosila in dala tudi kakšno vrtno pohištvo naokrog. Letos sicer ne vem, če že, zato ker bo to trajalo, da bo trava začela rasti, oziroma da bo dovolj močna, da bomo lahko hodili po njej. Ampak ja, se zelo veseliva, malo sva tudi živčna, morava priznati, da pride, ker bo to vse razkopano jutri in sploh močva vedeti, kako bo v bistvu to izgledalo. Veseliva se sam končnega rezultata, to se zelo veseliva. In ja, upava, da bo šlo v redu in da bo uspel to čim hitreje zrihtati.
Prva roža gre v zemljo. Juhu! Evo, končno lahko rečeva, da smo končali z delom na parceli oziroma na vrtu. Res sva ful zadovoljna, ker se je to ful vlekel. Mislila sva, da bova to 2-3 tedne pa bo. V resnici pa sva delala vse skupaj že od aprila. In Ja, Se od zelo začetka. treze. Tako da 3 mesece vse skupaj trajalo, da so podrla vsa drevesa, spucala vso šavje, naredila drva, pol pofrezala une hlode, štore, vse spucala, res je dolgo trajalo. Zdaj pa še ta mojster prišel in je z bagrom vse poravnal, tako da nimava več toliko lukenj pa kamnov na parceli, da se bo dalo tudi kositi malo lažje. Zelo sva tudi zadovoljna, ker je bilo na parceli dovolj zemlje. Najprej je rekel, da bo skoraj ziher mogel ene 4 kamione pripeljati, pa na koncu ni bilo treba, ker je kakorkoli je skopal, je pač povsod bilo dovolj, tako da je lahko na določenih mestih material pobral, pa ga pol v luknje na nosu. To je bilo res dobro, tudi precej cenejši zaradi tega. ja, precej ceneje, zato ker na Švedskem je zemlja zelo cenjena, ker je nimajo, tako da je tudi temu primerno draga. Ja. In bi bilo zelo drago. Večinoma kar zelo hitro pridejo ali na skalo ali pa na pesek. Tako da sva bila kar ful zadovoljna. Tako da ja, evo, zdaj samo še čakamo, da bo trava vzklila, nekje že malo začenja. Ni toliko dežja, kot ga je bilo napovedanega, ko sva semena razporejala, Ja. vrgla, Posejala. posejala. Ampak upamo, da pride in da bo lepo kmalu. Trenutno je res bolj kot gradbišče, ampak mislila, da bo kar lepo, ko enkrat vse skupaj ozeleni in odcveti, Ja. začne cveteti. Smo pa usput, zdaj, ker je že glih bil bager na parceli, smo tudi uredili še parking za kemper. Tako da zdaj nas utika 2 kamiona peska, najprej ene zelo velike, ker precej skalnat material, pa še fin pesek, tako da bo zdaj kemper lepo na trdnem in na suhem, da ne bo na vlagi. Tako da sva tudi to zelo zadovoljna, da imamo zdaj urejen parking. Ja, tako da je brlogec na kolesih na varnem in hiša in vrt. Tako da. Zdaj se pa moramo malo spočiti, ker sva do vsega tega res že ful utrujena in komaj čakava, da bo zdaj malo bolj frej in da bova lahko uživala v lepem švedskem poletju. Ja, plane smo imela še malo bolj ambiciozne, ampak še kar enih projektov naplaniranih za to poletje, ampak sva rekla, da zaenkrat je to dovolj, malo moramo frej imeti, pa bomo videli, če bomo še kaj letos ali pa naslednje leto. Saj poleti naj še veliko čaka. Ja. Upam. Tako da se vidimo pri naslednjem projektu oziroma dogodivščini. Ja.